moje ime je Darinka Kamenšek, sem dekanja šole. V naši družbi pozdravljam tudi našo študentko Barbaro Širec, ki bo tudi potem povedala nekaj besed. Še en študent se nam je želel pridružiti, da malo podeli z vami izkušnje, pa zgleda, je tehnika ponagajala, tako da če bo uspel tekom predstavitve bo. Drugače pa lepo pozdravljam Alenko, Matejo, Niko, Renato in Tanito. Tako kot sem rekla, na koncu vas bomo tudi vključili, če bodo kakšna vprašanja, pa bi jaz mogoče najprej začela res z predstavitvijo naše šole in študijskih programov, ki vam jih ponujamo. In v bistvu dobrodošli pri nas na Visoki šoli za računovodstvo in finance. Nekako trdimo, da smo edina šola, ki vas nauči prakse. In velikokrat se kdo sprašuje, zakaj študij računovodstva? Zakaj se učiti računovodstva? Nekako, če se spomnim iz svoje mladosti ali pa časov, je veljal računovodja kot taki suhoparni poklic. Zgolj obdelovanje številk, gledali smo te številke, obdelovali papirje in kaj je pravzaprav računovodja delal? Tako kot neko nujno zlo, tam na koncu so ga dali, obdeloval številke in nihče ni bil preveč srečen, ko ga je videl. Samo vedno je težil, zdaj je treba toliko davko plačati, to je treba narediti, ono je treba narediti. Ampak danes računovodja to ni več. Kje pa? Pozabite na to. Danes, v današnjem času, ko je avtomatizacija računovodske funkcije tako močno prisotna in v bistvu 86% vseh opravil, ki jih izvajamo računovodje, lahko avtomatiziramo in delno so že avtomatizirane. In posebej v teh časih, ko smo se vsi znašli v bistvu priprti doma v svoje domove, je še to bolj prisotno. Še mogoče tisto, kar prej nismo avtomatizirali ali delali na daljavo, smo zdaj začeli. To se pravi, računovodja se bo vedno bolj vključeval v poslovanje, kajti prave informacije v pravem času so verodostojne in relevantne in ključne za sprejemanje poslovnih in finančnih odločitev. In tukaj odigra računovodja ključno funkcijo. In tako da pozabite na suhoparne številke. Vedno bolj, ko boste v vlogi poslovodnega računovodja, to se pravi računovodja, ki pripravlja računovodska poročila za odločanje, boste sedeli na sestankih skupaj z direktorjem, finančnikom, kot je prikazano na tej sliki. Ne boste več zaprti v svoje pisarne in samo obdelovali številke. In to se bo vedno bolj pričakovalo od računovodja. Torej, izobrazili vas bomo v poslovodnega računovodja, ki zna analizirati podatke, ki ima jasno in natančno sliko, kako smo poslovali včeraj in kje smo danes, in bo s tem tudi poskušal napovedati, kaj se bo zgodilo v prihodnje. In tukaj moramo delati z roko v roko. Računovodja, poslovodja, finančnik. Rabimo, to se pravi, proaktivnega računovodenja. Knjiženje kot osnovna funkcija računovodskih storitev je že nekaj časa out ali pa se. Sedaj je čas proaktivnega računovodja, ki se izraža v ponujanju celovitih, podpornih in svetovalnih storitev. Vedno bolj boste svetovalec in desna roka direktorja. In zato smo tukaj in vam želim danes predstaviti, kako vam mi lahko na tej poti pomagamo in kakšne izobraževalne programe vam ponujamo, da vse to dosežete in boste res ta desna roka poslovodstva in direktorjev. Tako je pri nas na naši Visoki šoli za računovodstvo in finance v bistvu ponujamo 3 programe ali pa 3 nekako celotne sklope. To je dodiplomski študij računovodstva in financ, magistrski študij forenzične preiskave v računovodstvu in financah in pa certificiran program, oziroma certificirani programi, kjer imamo 2 programa. To je poslovodni računovodja in preiskovalec prevar. Kaj nudi eden, drugi in tretji? Pa preden to pogledamo, je še mogoče ključno, da poudarim, kaj je skupnega vsem našim študijskim programom.
Vsekakor se nam zdi, da so to študiji po meri študenta. Zelo se poskušamo in z urniki in z tematiko prilagoditi študentom, ki vemo, da imajo tudi svoje obveznosti. V glavnem k nam prihajajo študentje ob delu, ki so že nekako vpeti v vsakdanje poklicno življenje, zato se jim poskušamo prilagoditi. Imamo enotno šolnino za posamezni letnik. Potem razpoložljivost predavateljev. Poskušamo vam predavatelji biti dosegljivi ne samo na predavanjih, ali pred predavanjem, ali po predavanju, med samim predavanjem. Dosegljivi smo vam tudi po mailu. Zdaj, kot vam bo povedala tudi kasneje Barbara, naša študentka, se slišimo preko Skypa, preko naše spletne učilnice Moodle. Vse možne, bom rekla, sodobne komunikacije probamo izkoristiti za to, da smo vam razpoložljivi. In nekako vidimo našo visoko šolo za računovodstvo in finance tudi prostor za zaupanje in nadaljnje sodelovanje. V okviru visoke šole za računovodstvo boste našli tudi druge študijske kolege, računovodje, z njimi navezali stike, kontakte, lahko izmenjevali svoje izkušnje, debatirali o problemih, kar je zelo dobrodošlo. Dodiplomski študij računovodstva in financ je v bistvu prva bolonjska stopnja, dobite naziv diplomirani ali diplomirana ekonomistka, ekonomist, raven izobrazbe, ki jo dosežete, je 6/2, študij pa traja 3 leta. To so predavanja z izpiti, praksa in potem diploma. Lahko pa izbirate med usmeritvami računovodstvo in finance. Veliko predmetov je skupnih, šele v 2. in v 3. letniku pa potem izbirate zbirne predmete glede na usmeritev, ki ste si jo izbrali. Kakšna znanja vam v bistvu ta smer študija ponuja in kakšno kariero lahko z njimi dosežete? Vsekakor vas bomo naučili načrtovanja in organiziranja računovodskih sistemov, pripravo informacij za poslovno odločanje. To sem danes že večkrat poudarila. To se pravi, res postanete desna roka managementu. Lahko ste vodja računovodstva in financ, strokovni vodja kakovostnega računovodskega servisa. Tudi ti igrajo zelo pomembno vlogo, predvsem za manjše gospodarske družbe. Smo prvi in edini v Sloveniji, ki izvajamo program forenzičnih preiskav v financah in računovodstvu. To je naš podiplomski, magistrski program in z študijem tega programa dosežete 2. bolonjsko stopnjo, to se pravi, dobite naziv magister, magistrice financ in računovodstva, raven izobrazbe, ki jo dosežete, 7. stopnja in pa študij traja 2 leti. Tudi z predavanji, izpiti in na koncu za zaključno magistrsko nalogo. Kakšna znanja pridobite na tem področju in kje je lahko vaša kariera? Vsekakor so znanja iz področja poslovnih, forenzičnih preiskav, prepoznavanje davčnih prevar, prepoznavanje ali pa poznavanje pravnih okvirjev in kariera, ki jo si lahko obetate, ali delovno mesto, ki ga lahko nekako zasedete, je seveda na raznih inštitutih, kot sodni izvedenci, notranja ministrstva, računovodske in revizijske hiše, velika podjetja. Kajti, ko vam nekdo reče forenzične preiskave, velikokrat imate verjetno v mislih preiskovanje nekih že storjenih goljufij, prevar, napak. Res je, tudi to je ena izmed vej, ampak na naši šoli pa veliko delamo na tem, da forenzično računovodstvo predstavimo in učimo v tem smislu, da je organizacija računovodstva taka, da se preprečijo možnosti prevar. To se pravi, da vzpostavite takšno organizacijo računovodstva, takšne notranje kontrole, da do teh prevar sploh ne more priti. To je prava pot. Probamo se izogniti, da sploh ne pride do teh preiskav že storjenih napak. Poleg rednega študija, to se pravi dodiplomskega, magistrskega študija, nudimo veliko tudi obštudijskih dejavnosti, ker menimo, da je ključno, da tudi to svoje znanje, ki ga dobite v teoretični obliki s praktičnimi primeri, kar prenesete tudi v prakso. Zato razpisujemo veliko raziskovalnih projektov.
Če so razpisani raziskovalni projekti na nivoju države ali tudi mednarodno se prijavljamo na njih, tudi sami profesorji razpisujejo raziskovalne projekte, kjer se potem študentje aktivno lahko vključujete. Redno se zdaj že vključujemo v raziskovalne projekte po kreativni poti do znanja. To so projekti, ki jih financira javni štipendijski sklad in v bistvu povezuje podjetja, to se pravi prakso, res z nekako izobraževalnimi inštitucijami. V tem primeru se vedno poišče podjetje, ki ima nek problem in potem poskušajo naši študentje z mentorji najti ustrezne rešitve za rešitev tega problema. Naprimer, takšen zanimiv projekt, ki smo ga delali, je naprimer nabava drage medicinske opreme in v bistvu izračunavanje stroškov, kaj se bolj splača ali kupiti ali najeti, kje dobiti finančna sredstva. Ali delali smo drug projekt vezan na to, kako najbolj optimalno izdelati konsolidirane računovodske izkaze. In še veliko takšnih primerov, kjer res z konkretnim podjetjem rešujemo določene težave, problematiko, ki jo imajo. Prav tako na Visoki šoli za računovodstvo in finance vsako leto organiziramo nekaj konferenc, seminarjev in delavnic, na katere se lahko priključujete kot študentje po ugodnejši ceni, kot slušatelji ali pa tudi tako, da pripravite strokovni prispevek in vas z veseljem povabimo, da ga na teh konferencah, seminarjih ali delavnicah predstavite. Prav tako vam nudimo tudi mednarodno izmenjavo. Vključeni smo v program Erasmus, kjer lahko vi kot študentje greste na izmenjavo, vendar se nam je praksa izkazala, da študentje se tega toliko ne poslužujete, ker imamo v glavnem študente ob delu. In je seveda to težje mogoče nekako skoordinirati z vašo zaposlitvijo. Pridejo pa k nam tudi tuji predavatelji, kar je včasih zelo zanimivo slišati tudi kakšne druge prakse. Vsekakor, če pa komu je zanimivo, pa tudi kot študent lahko greste na izmenjavo. Prav tako izdajamo strokovno revijo Poslovodno računovodstvo, kjer objavljamo strokovne članke, tako profesorji, tako študentje, kot tudi zunanji. To se pravi, tudi imate možnost objavljati svoje strokovne članke. Žal smo prišli tudi do šolnine, ali pa to je en del obveze, kaj v bistvu šolnina zajema. V šolnino, ki jo plačate, poleg formalne izobrazbe, ki jo pridobite glede na izbrano vrsto študija, to se pravi ali diplomiran ekonomist ali magister forenzičnih preiskav, imate 30% popust na vsa ostala izobraževanja, ki jih organizira VŠR. Na koncu študija se vključite v alumni klub, to je klub diplomantov in ravno tako ste deležni ugodnosti pri ostalih izobraževanjih. Ves čas imate neposreden kontakt s predavatelji, ki so strokovnjaki svojega področja in imate možnost obravnave vaših primerov tudi na predavanjih, vajah in s tem prihranite mogoče stroške ostalih svetovalcev. Kontakte z ostalimi računovodji, to so vaši sošolci, ali s tistimi, s katerimi navežete stike na konferencah, seminarjih in lahko potem rešujete z njimi nastale svoje računovodske dileme. In tako v bistvu znaša šolnina za dodiplomski študij 1750 € na letnik plus vpisnina 200 €, na podiplomskem študiju 1600 € plus šolnina 350, skupaj je nekako to 1950 € na leto. Če plačate šolnino v enkratnem znesku, imate 50 € popusta, drugače pa je šolnino možno razdeliti tudi na obroke. Potem je potrebno dodatno še, nekako se zaračuna pristop k diplomi, magistrski nalogi, to se pravi 500 oziroma 750 € in članarina za knjižnico.
Članarina za knjižnico seveda ni obvezna, je pa zelo dobrodošla, ker drugače vam na koncu nekako moramo dodatno zaračunati tehnični pregled diplomske naloge, če pa ste član naše knjižnice, pa je to v tej članarini že vključeno. Poleg tega vam naša knjižničarka zelo rada pomaga tudi za literaturo in priskrbo literaturo, tudi poskrbi, da iz drugih knjižnic dobite kakšno gradivo, ki ga morebiti potrebujete. Kdaj se lahko vpišete k nam v šolo? Skozi celo leto. Mogoče boste presenečeni nad tem podatkom. Redni vpisi vemo, kdaj so, in tudi tukaj so napisani nekateri datumi, drugače se pa lahko kot občan k nam vpišete kadarkoli in pristopite in začnete poslušati predmete, formalno pa se potem vpišete v študij, kot je pač to omogočeno. V višji letnik napredujete, seveda, ko opravite določene obveznosti, prav tako se velikokrat zgodi, da ste mogoče že kje študirali, imate že tam opravljene kakšne izpite, potem to pogledamo, ko date konkretno vaše podatke in vam povemo, v kateri letnik se lahko vpišete, kaj vam lahko priznamo in tako dalje. No, veseli smo, da smo tudi v študijskem letu 2019-2020, to se pravi to študijsko leto, ki teče, tudi prvič začeli izvajati študij v Mariboru. Ravno Barbara, ki je z nami, je študentka iz Maribora. Res je, da smo letos, ker ni bilo tako velikega števila študentov, da bi posebej izvajali predavanja, ampak so se študentje v naši predavalnici v Mariboru neposredno priklopili in v živo spremljali predavanja, ki so tekla v Mariboru, ki so tekla v Ljubljani. To je spet mogoče določen prihranek časa za tiste, ki niste tako blizu Ljubljane. Drugače pa je vedno možnost tudi študija v Ljubljani. No in še potem naši certificirani programi, nekako sem omenila, da imamo dva. Za oba velja, da sta to prva tovrstna programa, ki sta tudi akreditirana na NAKVIS-u. NAKVIS, če samo omenim, je pač Nacionalna agencija za kakovost nad visokim šolstvom, to se pravi, vsi programi morajo biti tam akreditirani, traja od 1 leta do 2, je enotna kotizacija, to se pravi enkrat, ne glede na to, če študirate 1 ali 2 leti, odvisno kako si razporedite izpite. Na koncu dobite certifikat, ki je neko jamstvo za vaše znanje, odličnost in je kombinacija vsebin visokošolskih in certificiranih programov. Certificiran poslovodni računovodja, ali imenujemo ga tudi CPR, kot kratica, je primerljiv z mednarodnim priznanim programom CIMA in IAMA. Prav po njegovem vzvoru smo ga prilagodili za slovenske razmere. Pridobite pa znanja za podporo odločanja, to se pravi izdelava analiz, priprava računovodskih informacij. Namenjen je za menedžerje, člane uprave, poslovodstva, to se pravi vsem tistim, ki so nekako v funkciji odločevalcev. Kdo lahko se vpiše na ta študij? Ta je za diplomirane ekonomiste, financ, prava, organizacije dela in drugih sorodnih področij, lahko pa se vpišete tudi že iz srednješolskega in višješolskega izobrazbe ob ustreznih delovnih izkušnjah. Če vas to zanima, bo najboljše, da se kar konkretno obrnete z vašimi podatki na nas in vam bomo povedali, kam se lahko vpišete. Potem je certificiran preiskovalec prevar ali CPP, ta je pa primerljiv z mednarodnim priznanim programom ACFE. Dobite znanja iz preiskovanja, preprečevanja in odkrivanja prevar v financah in računovodstvu in je mogoče bolj sorodno podoben magistrskemu programu po vsebini. Namenjen ali pa lahko pa se vpišejo na njega do diplomante ekonomije, financ, prave, organizacije dela in sorodnih področij in ravno tako je možen vpis s srednješolsko in višješolsko izobrazbo ob ustreznih delovnih izkušnjah. Kako je s kotizacijo oziroma kakšen strošek morate računati za ta dva certifikata? Poleg seveda naziva certificiran poslovodni računovodja ali certificiran preiskovalec prevar, imate ves čas študija 30% popust na vsa ostala izobraževanja, ki jih organizira VŠR. V
Vpišete se v register CPP in CPR, ki je javno objavljen na spletni strani naše šole, to se pravi, vsak lahko vedno preveri vašo formalno izobrazbo. Prav tako imate neposreden stik s predavatelji, kot smo že omenili pri ostalih programih, in tudi navezovanje in povezovanje med seboj se nam zdi nekako ključna prednost, ki jo dobite za študij. Celoten program znaša 1900 evrov, enkraten znesek, oziroma če plačujete na obroke, je 50 evrov zraven, lahko se pa plačuje na 2 ali 10 obrokov. Če ste pa že pri nas dokončali dodiplomski ali magistrski študij in se vam zdi še atraktivno pridobiti ta certifikat, pa imate seveda popust. Vidite, da je potem za cena te kreditne točke za diplomante VŠR 43 evrov za kreditno točko, medtem ko za zunanje udeležence 61 evrov. Tako da je zelo enostavno, če ste že enkrat študent, tudi ta certifikat pridobiti in to neka dodana vrednost. Iz prakse za prakso. Nekako rečemo, da naši profesorji, ki predavajo, so res iz prakse. Vsaki dan dopoldne delajo v podjetjih, popoldne so v predavalnici in vam neposredno delijo to znanje z vami. Vi prinesete svoje izkušnje in gre vedno za interaktivno izmenjevanje. To se pravi, povezovanje naučenega z svojim poslovnim okoljem, učenje na primerih v prakso, vključevanje v praktične projekte. To vam nekako poskušamo z to prakso iz prakse dati. In seveda se zelo, zelo veselimo sodelovanja z vami. Preden pa bi jaz vključila, da še vprašate vsi ostali, ki ste z nami, bi jaz predala zdaj besedo Barbari. Nekajkrat sem jo že navezala v tej prezentaciji. Barbara Širec je naša študentka iz Maribora na dodiplomskem študiju in bom zelo vesela, če vam bo povedala nekaj svojih izkušenj iz študija pri nas. Barbara, izvolite. Hvala, gospa Garinka. Pozdravljene še v mojem imenu. Sem Barbara Širec, sem v 3. letniku izrednega študija na računovodstvu in spremljam predavanja preko videokonference v Mariboru, kar mi zelo olajša moje življenje, da se mi ni treba voziti v Ljubljano. Sem računovodja z kar nekaj letnim stažem, tam blizu 20, ni še 20, bo pa. In nekako, ko določeno število let delaš na enem in istem področju, ugotoviš, da si nekje ujet v neko rutino in da bi bilo morda smiselno osvežiti svoje znanje, pa malo razširiti svoja znanja, nekako nadgraditi te izkušnje, ko jih dobiš z delom. In ker imam svoj poklic rada in ga rada opravljam, sem oboje združila še z željo po osebni in strokovni rasti, kar je doprineslo k temu, da sem danes študentka na Visoki šoli za računovodstvo. Odločitev za VŠR ni bila težka. Dejansko sem jih opazila že kako desetletje nazaj, vendar ni bilo nikdar dovolj poguma ali pa ni bilo študijskih mest v Mariboru ali pa v glavnem vedno je bil kak izgovor, da se nisem vpisala. Tako da letos pa sem s pomočjo referata VŠR, ki je res enkraten referat, pomagajo na vseh področjih, kadarkoli, vse ti grejo na roko. V glavnem, oni so prevagali, da sem res tisto ujela vpis last minute in da sem danes študentka in mi niti za sekundo ni žal mi je samo, da nisem tega naredila prej. Prepričal me je predmetnik. Ko sem videla prvič predmetnik VŠR-ja, ker sem računovodja očitno že tako dolgo, da mi je to prišlo nekako v kri, sem rekla, to je to, In dejansko, zdaj, ko sem že leto dni, ker sem se vpisala direkt v 3. letnik po merilih za prihode, in ko sem jaz ta predmetnik pogledala, sem videla, da je to, ker je res naravnan v smer
računovodstva in financ. Pa tudi glede na izkušnje, ki sem jih dobila z predavanj, tudi pri tistih, ko so bolj teoretično naravnani, so dejansko vsi predmeti prilagojeni praktični uporabi, z lahkoto jih povežeš pa interpretiraš v svoje vsakdanje delo, in to res dosti pomeni. Dosti pridobljenega znanja sem že uporabila pri svojem delu, dejansko začneš gledati na neke stvari, na neke procese, ki tečejo, mogoče ne vem, v kontrolingu, ko si nismo vedno najbolj všeč, malo boljše jih razumeš, tako da je en veliki plus, ne. Študij mi je do zdaj dal kar neko širino, poglobitev nekih znanj in izkušenj, kar pa ni samo to, kar je v predmetniku, pa kar nekdo odpredava, ampak je predvsem odvisno od tega, tako kot je že gospa Darinka rekla, da so profesorji res strokovnjaki svojega področja, znajo predavati, znajo podajati znanje in vidiš, da si želijo, da bi ti to znal. Dejansko črpajo svoje znanje iz strokovnega področja, ki ga delajo, ki ga obvladajo, tako da je potem res dosti lažje razumeti, kaj ti nekdo predava. V glavnem, to je nekako na kratko, dejansko spoznala sem res ekipo enih predanih, zagnanih, usposobljenih in predvsem fleksibilnih ljudi, ki razumejo, da smo študentje, pa da smo v službi, pa da nismo več najmlajši, ne, in da je fajn, ko nam grejo na roko tolikokrat. Tako da tudi na marsikateri izpit se ne rabim peljati v Ljubljano, mi uredijo, da ga lahko opravljam v Mariboru, kar mi je spet bolj na roko. Tako da jaz samo rečem, če bi radi postali kompetenten računovodja, kompetenten finančnik, z res neko dobro teoretično, praktično podlago, pol je visoka šola za računovodstvo definitivno prva in prava izbira. To bi bilo na kratko z moje strani to. Super, Barbara, najlepša hvala za te besede. Zdaj pa vidim med tem časom, mislim, da smo se z Gorazdom uspeli povezati, super. Tako da, Gorazd, kar predajamo vam besedo, mi smo med tem časom naredili predstavitev, tudi Barbara je povedala svoje izkušnje z študijem pri nas, tako da kar izvolite. Ja, lep pozdrav. Sem vas malo poslušal, ampak zveza je zelo slaba, tako da ne vem, težave očitno. Vsaj opozoril me je z širino pasu, kolikor je pač na voljo, je problem pri meni. Saj nimam kaj dosti dodati, poslušal sem gospod Barbaro, mislim, da je povedala skoraj vse, kar je za povedati, kar se tiče pa nadaljnjega nadgrajevanja študija, se pravi podiplomskega, priporočam, zato ker ti da še tisto dodatno širinco, ki je ti je manjkala v prvem delu, ne, da razmišljaš potem o problemih, ki si naletel mogoče na njih v življenju, ali pa še boš malo drugače in se jih znaš v bistvu potem obrniti oziroma lotiti na prav način, ne. Vedno gledaš skozi prakso, vedno poslušaš predavanja, imaš odzadaj v glavi konkretne zadeve, ki si jih doživel, ali pa so bile dobre ali pa slabe, in potem narediš neko novo zgodbo iz tega. Priporočam zaradi tega, ker menim, da je to študij pri vas primerno prirejen za praktike, za tiste, ki prihajajo iz prakse, ki nimajo dovolj neteoretične, bom rekel, nekateri imajo tako dosti dobro teoretično znanje, vendar ne tistih nekaterih usmeritev pravih in se mogoče niso znašli v določenih situacijah na najboljši način, ne.
Tako da, kar se mene tiče, kar se tega tiče, ni žal za študij, ga priporočam vsem, ki razmišljajo o teh stvarih, da bi radi postali ali računovodje ali finančniki ali pa z podobnimi zadolžitvami nekje v gospodarstvu. Zdaj, ne glede na to v velikosti podjetja, ni pomembno. Pomembno je, da razumeš vsebino oziroma da znaš poiskati prave rešitve, prave odgovore na konkretno vprašanje. Toliko z moje strani. Najlepša hvala, Gorazd. Super. Zdaj bom pa jaz, kot sem obljubila, odprla razpravo za vse, tako da vas lepo vabim, ti, ki ste z nami, Alenka, Mateja, Nika, Renata, vseh imen ne morem prebrati. Če želite karkoli vprašati, vprašajte, samo zdaj morate pač vklopiti svoj mikrofon. Pa tudi, če želite, da se vidimo, tudi vklopite svojo kamero. Če ima kdo zadržke na ta način, lahko tudi v chat napiše vprašanje, tako da kar z veselo na dan za kakršnimi koli vprašanji. Se bo kdo korajžal, karkoli vprašal? Drugače pa tudi na tej zadnji prosojnici imate vse naše kontakte, lahko nas pokličete, lahko nam napišete mail, opišete svojo situacijo in vam bomo potem tudi konkretno odgovorili, kaj je v vašem primeru, ker kot ste slišali Barbaro, je možno začeti tudi nekje 2., 3. letnik, odvisno, kaj ste že pač kjerkoli prej naredili, ali pa seveda začnete v 1. letniku, čisto odvisno seveda od vsakega posameznika, kaj pač ima do sedaj narejeno. Jaz bi imela eno vprašanje, če lahko. Izvolite. Alenka, zdaj mislim, da mikrofon, mislim, da je vklopljen, video pa ni. Slišimo vas. Upam, da se slišimo. Ja, slišimo se. Okay, super. Zanima me, kako so pa predavanja organizirana? Predavanja so med tednom, vedno od 4:30, to se pravi 16:30 do 19:45. Trudimo se, da v petkih ni predavanj, to je bolj izjema kot pravilo. Drugače pa še tako, poslušate en predmet, izpit, naslednji predmet, izpit. To se pravi, zaporedno si grejo nekako, v bistvu poslušate predmet, izpit in tako dalje. Še mogoče to, upam, da sem odgovorila. Tako da v bistvu vse dni v tednu? Ne, niso vsi dnevi v tednu, različno, 2 do 3-krat, pomagajta mi, Gorazd, Barbara, kako 2 do 3-krat na teden? Predavanja? Ja, povprečno tu nekje 2 do 3-krat. Ja. S tem, da če so kakšni prazniki. Zdaj pač v bistvu mene zanima magistrski študij. Prosim, nisem vas razumela. Za magistrski študij me zanima. Enako teče za magistrski, dodiplomski. Se zanimate za študij v Ljubljani ali v Mariboru? V Ljubljani, ker dejansko zaposlena sem v Ljubljani, drugače pa živim na Koroškem. Aha, ja, tudi za magistrski študij enako v popoldanskem času na enak način tečejo predavanja. Okay, super. Tako da v bistvu potem se živo priklopite, razen zdaj v tej situaciji smo pa res začasno prešli vse na spletna predavanja, tako da študijski proces normalno teče naprej, ampak vsekakor računamo, da se vrnemo spet nekako v normalne tire ali pa da bo kombinacija enega in drugega v bodoče. Alenka, še sem odgovorila, ker vidim, da je Nika še napisala pa vprašanje, jaz pa imam tudi vprašanje, nimam mikrofona in ne kamere, zanima me, ali je obvezna tudi praksa. Ter popravite me, če sem narobe razumela, predavanje tudi preko online. To se pravi, najprej praksa je obvezna,
Zdaj, če ste zaposleni in že opravljate takšna dela, potem vam je to priznano kot praksa, se dogovorimo in je to praksa. Če sploh ne delate v računovodstvu ali pa sploh nimate teh izkušenj, potem je pač prakso potrebno opraviti. Tu vam lahko tudi pomagamo najti podjetje, kjer se lahko praksa opravi. Pol pa če je online predavanje. Praviloma kot študija nadaljavo ali online mi trenutno nimamo. Razen lokacija Maribor se je neposredno povezala in poslušala predavanja v Ljubljani, ampak to v učilnici v Mariboru, ne od doma. To se pravi, ste prišli na lokacijo v Maribor in tu je potem v bistvu bilo interaktivno poslušanje predavanj. Razen zdaj, ko pač zaradi nastale situacije ne smemo izvajati predavanj, so vsa predavanja online. Kako bo zdaj v bodoče praksa pokazala, še točno ne vemo, niti kako dolgo bomo morali ta način študija izvajati, kaj bomo za jesenjo naredili, ampak da bi čisto na online študij šli, trenutno nismo razmišljali, verjetno bo potem neka kombinacija enega ali drugega. Upam, da sem odgovorila, Nika. Še vidim, da so neka vprašanja, bomo videli. Praksa je Alenka sprašuje, je verjetno lažje takole. Glede prakse imam tudi jaz vprašanje, je obvezna na vseh stopnjah? Ne, na podiplomskem ni obvezna, samo na dodiplomskem. Pa super, hvala tudi vam za vprašanje. Še kakšno vprašanje, karkoli? Alenka še nam bo nekaj napisala. Alenka, ste se odločili, da lažje pišete, kot poveste? Tudi. Dobro, tudi vam hvala za vprašanje. Tako, kar nekako počasi se vedno bolj navajamo na to novo tehnologijo in tudi že na ta način nam gre. Pišemo, se slišimo in vse funkcionira. Super, jaz mislim, da vsaj videti ni več, da bi kdo postavljal kakšno vprašanje, če se še kdo kaj želi oglasiti, drugače pa bo ta predstavitev in ta posnetek današnjega infodneva tudi na naši spletni strani, drugače pa lepo vabljeni, da nam napišete vprašanja, konkretno, kaj vas zanima, kakšna je vaša situacija in vam bomo potem dali čisto konkretne odgovore, kam, na kak način se lahko vpišete. Če ni več vprašanj, jaz bi se vam zahvalila za današnje druženje, pač v tej obliki. Hvala tudi Barbari in Gorazdu, da ste se nama pridružili, da ste bili pripravljeni deliti izkušnje. Jaz verjamem, da je vsem bodočim kandidatom, predvsem to, kar sta vidva povedala, še dodatno pripomoglo k temu, da bodo lažje razmišljali in se odločali za morebitni študij. Lep dan vam še želim, lepo popoldne, sonce je zunaj, izkoristite ga še, ostanite zdravi in vse dobro vam želim. Nasvidenje.